Saj veste, kaj so križanci, a ne? Pa ne tisti med rastlinami in živalmi, pri avtih smo. Tudi pri Kii imajo kakšnega, čeprav sta Sorento in Sportage v bistvu že SUV-ja. Temu pa pri volanu pravimo pravi križanec. Exceed je tole. Zakaj? Ker je ravno nekje vmes med klasičnimi kombi limuzinami, torej med navadnim sidom in med ultrapopularnimi SUV-ji. 44 mm je bolj oddaljen od tal kot navadni sid in meni je v bistvu bolj všeč. Bolj mi je všeč njegov izgled, ker s temi plastičnimi dodatki potem deluje malo bolj robusten, hkrati pa ni preveč upadljiv, da bi me vedno in povsod vsi takoj opazili. Razen s to barvo, ki pa vse nje malo posebna in upadljiva, ampak mi je spet všeč, ker je precej redka in je nima vsak. Pa upam, da se avto sploh vidi, ker je enake barve kot trava. Gremo še noter pogledati. Znotraj po osvežitvi ni bistvenih sprememb in kabina mi je še vedno všeč, ker ima zelo dober infozabavni sistem, zelo odzivnim zaslonom in predvsem zato, ker ima dovolj fizičnih stikal, da je potem uporaba zelo enostavna. Evo, hočem gretje sedežev, pa gretje volana, vklopim, problem rešen. Ni treba iskati po nobenem meniju po možnosti med vožnjo, a ne? Ker to je pa res varno. Ja, vožnja. Tukaj bom rekel nič posebnega. Je okej, nekako pričakovana mešanica udobja in zanesljivosti, ampak nič več kot to. Malo več je nagibanja karoserije zaradi večje oddaljenosti od tal, ampak je v tem primeru to kvečjem plus, ker je potem na slabših podlagah avto bolj udoben, teh pa v Sloveniji ni tako malo. Vodljivost je v redu, občutek na volanu je zanesljiv, v ničemer posebej ne izstopa, ker je za rang avta dobro. Motor je tudi dober, 1,5-litrski turbobencinski 4-valjnik, ima skoraj 120 kW moči oziroma 160 konjičkov. Sliši se veliko, v praksi pa se mi ne zdi tako močan, ker je preveč umirjen za moje pojme. Sicer je v redu, dovolj je prožen, ampak ne pospešuje tako suvereno, kot bi si želel. Verjetno zaradi menjalnika, ki je pa tudi prepočasen. Sploh pri speljevanju in pri počasni vožnji se kar izkaže za precej nemirnega, pri konkurenci so tukaj že vsaj en korak naprej. Za porabo bom tudi rekel, da je pričakovana 7,4 litra imamo na testu, kar ni ne malo, pa ne veliko. Torej, pri večini lastnosti sem rekel, da so pričakovane in da ne odstopajo v eno oziroma drugo smer, kar je pri takšnem družinskem avtu tudi seveda plus. Pač, rabite dober in na vseh področjih uporaben avto, kar sid seveda je. Tale X v imenu mu pa doda še tisti X-faktor, o katerem tako radi govorimo. Nekaj več, zato tudi tale izgleda zelo kul, sploh s tem novim paketom opreme GT Line, je pa posledično drag. Ja, 35 € ostane takšen, to se mi zdi pa kar preveč.